Ja, no in kjer imperij bo pa prevzel? Ameriški imperij. Ja, zdaj To je pa pa bom lahko jaz Luka. segue v Ja. naslednjo temo. Ja, to v bistvu začne našo temo, ki je politično dogajanje v bistvu med Kitajsko in Tajvanom. Ne vem, ali je bilo to zdaj 2 ali 3 tedne nazaj, so zakrožili tisti videi vojaških vaj, ki jih je Kitajska izvajala. Pa me mogoče zanima kot prvo temo, če bi malo pokomentirali, kaj je vaše mnenje o tem. Mislite, da vodi to v neko novo vojno med Kitajsko in Tajvanom ali ne? Pa kaj so to neke posledice za svet, pa mogoče tudi na koncu koncev za nas. Pa mislim, da je najbolj kitajski tu Klemen, pa mogoče Klemen ti začneš. Jaz sem najbolj ne kitajski, mogoče izmed vas. Te svoje vjuje, da imam rad zahodno civilizacijo in posledično pač to, kar je Amerika zgradila, nisem nikoli skrival, In mislim, da ne bi bil boljši svet, če bi bil glavni imperij kitajski. Predvsem imam tukaj v mislih človekove pravice, pa svobodo govora, pa način vladavine, ki ni demokratični. Ampak po eni strani probam biti tako pragmatičen, pa vsem cenam, kaj je Kitajcem uspel v zadnjih 30 letih. Uspeli mi je, v bistvu nikoli v zgodovini se ni zgodilo, da so tako hiter, tako veliko maso ljudi iz revščine potegnili. Ampak to ne govorimo revščina, ki jo imamo tukaj mi v glavi. Revščina v smislu, da ti ne preživiš zaradi pomankanja hrane, recimo, da ti stradaš. In oni so uspeli 500 milijarde ali pa še več ljudi v 30 letih potegniti ven iz te revščine s tem sistemom, ki so ga imeli, se pravi, ki je malo bolj ni demokratični. Se pravi, ne bi šel tukaj ful v zgodovino, ampak to je bilo definitivno ful pozitivno, z nekimi bumpy ride je bil. In zdaj, ko so oni močnejši in postajajo velesila oziroma so že velesila, neke predikcije so, da bo v tem desetletju v bistvu Kitajska imela večjo ekonomsko moč kot Amerika. In s to ekonomsko močjo pride tudi vojaška moč, vedno zraven, zato ker ti moraš zaščititi svoje interese. In v zadnjih 5 let, 10 let se spremlja, kako Kitajska postopoma in zelo na hitro modernizira svojo vojsko, jača svojo vojsko in v bistvu gradi oporišča po tistem morju, južno od Kitajske, kjer so pol Filipini, pa Vietnam in podobno, ki je v bistvu obkrožena z bazami, ki jih imajo Američani. Zdaj pa primer Tajvana, ki je politično zelo kompleksna stvar. Tajvan je bil vedno del Kitajske, ob tisti kulturni revoluciji po drugi svetovni vojni, ker je Mao, v bistvu te komunisti znotraj Kitajske so zmagali. Zmagali so nad tistimi, ki so bili bolj za demokracijo. In te, ki so izgubili, so pobegnili na ta otok Tajvan in tam naredili neko svojo verzijo države, ampak še vedno so uradno pod Kitajsko, ampak neodvisna neka provinca. In zdaj se je Amerika s časoma umešala v to in dala obljubo Tajvanu, da ga bo v primeru vojaškega posredovanja Kitajske zaščitila. In zdaj tukaj mi vemo, kakšni so plani Xi Jinpinga, predsednika Kitajske, ker to on javno in več let govori, da se bo Tajvan tako ali drugače združil nazaj z mainlandom, se pravi s Kitajsko. In tukaj ne izključuje niti vojaške priključitve, z vojaškim načinom. In to bi lahko pomenilo tretjo svetovno vojno, ker Amerika bo pa mogla potem braniti to z vojaško silo. In tudi Amerika je to rekla in tako se pač tretira.
Tako da to je malo tako backgrounda za tiste, ki ne vejo, kaj se dogaja. Zakaj pa je Tajvan pomemben, pa bi mogoče jaz dal besedo Andreju, ker je delal v industriji čipov, procesorjev, ne sicer čist blizu, ne, vi ste delali sicer hlajenja za računalnike, ampak sigurno poznaš to industrijo in zakaj je pomembna in zakaj je Tajvan mogoče pomemben. Ja, zato ker skoraj vse, kar danes drži to civilizacijo, se pravi, tudi to, da mi zdaj tole snemamo remote, je verjetno tukaj zasluga Tajvana, 70% recimo. Zato ker skoraj vsi so tudi na Kitajskem zelo močni te centri, predvsem ta Foxconn, ki je v Shenzhenu, mislim, da tam se recimo iPhone-i, mislim, da delajo pa od Apple stvari, ampak recimo za PC-je, pa recimo kakšne določene komponente, ne vem, RAM, SSD, trdi diski, to je pa skoraj vse na Tajvanu. Tako da je, boš tole pokazal. Tako da je to zelo zanimiv otok, industrijsko zelo napreden. Tam, zakaj sem jaz bil tam? Mi smo hodili na Computex, to je največji sejem v računalniški industriji, kjer se zberejo te proizvajalci Asus, Gigabyte, MSI in tako naprej. In ja, vse je na Tajvanu, vse te stvari, ne vem, hiša za računalnike se tam dela in tako naprej. In če se uresničijo te napovedi, potem PlayStation 6 ziher ne bo. To je zdaj tako malo hec, first world problem, ampak bo to global problem pola. Je lahko te dobavne verige za vse, se pravi, to je pomen in za samovzdeče avtomobile, za posod, kjer imaš ti neko elektroniko, tukaj lepo vidimo, je to v bistvu Tajvan tukaj prednjači. In zato je to problematično. Tako da, če bo na tem otoku vojna, da govorimo o taki vojni, ki je zdaj med Rusijo pa Ukrajino, kjer se bombardira industrijske obrate, industrijske cone, kjer se v bistvu nad prebivalstvom izvaja nasilje. Pol bo uresničena ta moja teza, da gre svet na slabš. Ker bo trajalo kar nekaj časa, da se bo to rebalansiralo. Sej Amerika je zdaj, rekla, da bojo namenili ne vem koliko milijard za to, da probajo te tovarne spraviti v ZDA, ampak to je zelo dolg časa traja. To mi govorimo, da bo naslednjih 20 let naše življenje dosti slabše. Se pravi, ne boš imel, boš pač uporabljal tehnologijo tega nivoja, ki ga imamo zdaj in to je zelo slabo. Ja, a ste videli tisto afero, ki je bila v Ameriki, kjer je Nancy Pelosi, ona je head of the house ali House Speaker, ja. In njen mož je v bistvu 2 dni, preden so oni oznanili, da bojo vsi te ameriški chipmakerji dobili full podpore od ameriške države, tradu delnice Nvidie in podobno. Se pravi, je z nekimi, očitno imel neke insiderske informacije, verjetno